Danes se pečejo palačinke. Ja. Dobro jutro. Evo, danes sem se odločila, da bom malo posnela, malo vlogirala. Evo, takle imamo zjutraj, kjer trenutno živim. To je tak rečni kanal. Pravi rekica in morje together, skupaj. Pijem kavico, seveda. Naredila sem palačinke za moje dva ljubeka. Ja, in takle uživamo na sončku, na jutranjem sončku. Zaenkrat je še super, fajn. Trenutno imamo fajn, koliko stopinj imamo zelenih, 23, 24. Bo jih pa tam okoli 29 danes. Je ful še vetrovno. Kaj imam danes v planu za narediti? Moram posneti en video za spletno stran, pravi izziv za naslednji teden. Pa moram na spletno dati 3 videe nove, urediti urnik, pa napisati en članek. Ja, to je to za danes. Pa bomo šli malo okoli. Danes sem hotela imeti pač tudi promo video, ampak na južnem delu otoka trenutno ful piha, tako da je nemogoče. Drug teden verjetno. Vreme ni najboljšno. Za promo mora biti res top. Evo, to je to. Se vidimo kasneje. Veganske palačinke. V bistvu naredim maso kar v tem Nutri blenderju, Nutri Bullet, in pa pač ustvarim palačinke. Njam. Evo, zdajle grem posnet en challenge video. Tule in pa tudi en filmček. Takle pa zgleda moj studio. Tole je kamera. Snemam Canon 70D. Luč. Moj poster. Rožica. Tole dejansko posnamem vse. Tole je moja oprema. Luč. Tako izgleda pa iz tega zornega kota. Malo mesi v tem kotu, to nima veze. Evo, video je posnet. Serija Sweat to Shred številka 6. In ti videi so dejansko za bolj napredne, for advanced. In danes je bilo ful intenzivno. Tako da porabila sem stability ball, stol, pa utežke. Tule imam skoraj 5 kg težko utežko. To je v bistvu za mene dosti za zgornji del telesa. Drugače pa imam tam 12 kg kettlebell, 8 kg kettlebell, pa utežke v bistvu malo težje za noge. Ja, tako da, pardon. V glavnem na spletni strani imam tudi ful veliko serij za začetnike, pa tudi za tiste vmes. Tako da, če vas zanima, spodaj je link, lahko pogledate mojo spletno stran in lahko dejansko si oblikujete telo od doma. To jaz počnem že več kot 10 let. S tem se tudi ukvarjam, to je tudi moja služba tu na Sejšelih. Tako kot sem rekla, sem osebna trenerka, skupinska trenerka. V bistvu imam bolj kot ne zdajle trenutno skupinski bootcamp vsak dan v športnem inštitutu. Trenutno sem dala malo osebno trenerstvo na stran, ker se pač ukvarjam z svojo spletno stranjo in snemam zelo veliko. Snemam tudi za YouTube na drugem kanalu. Tudi najdete link spodaj. No, mislim pa, da bom tudi naredila kakšno vadbo v slovenščini. Mislim, da naslednji vlog lahko pričakujete mogoče 10-minutni, 15-minutni video od doma. Probala bom narediti
tako da bo tudi ok za začetnike, da lahko vidite malo, kako to vse to deluje. Tako da ja, zdaj vam bom podala malo klipov oziroma odlomkov, kaj sem pač danes posnela. Ok, se vidimo kasneje. Light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down, close my eyes, take me for a ride. Zdaj se grem spravljati, delati kosilo. Bomo imeli pražen riž z zelenjavo. Ok, zdaj se grem spravljati, delati kosilo. Bomo imeli pražen riž z zelenjavo. Evo, tule gor je zelenjavca, imam pač korenček pa grah. Tule noter je riž. Evo, in to zaprem. Dam na kuhanje in to se bo avtomatsko pol ustavilo, ko se bo skuhalo, pa bom pa naredila še malo makceva tako. Ok, zraven ful fajn pa še tudi shiitake gobice. Jaz sem rada ful tako v vseh tih steklenih posodah, zato moram si ful kupiti, če jih pač imam zelo trenutno te plastične, pač le imam mlečo not, ovsene kosmiče, evo, tule imam pa shiitake gobice, so posušeni gobaki. Se poznate shiitake gobe? Ja. In to jih pač dejansko sam namočim, jih pol jih užamem in jih narežem zraven, pa dam zraven rižega. Evo, to zdaj naredim. Mali snack, mini banane, čeprav to niso moje najljubše banane, tu ampak te mini so ful fajne, imajo tak ful dober okus, ampak malo večje, ko so zelene, so ful dobre. Mini snack. Evo, rižek je že kuhan, to je ful vroč drugač. No, tukaj imam pa že kokosovo olje, pa imam pa tu narezan česen, paprika, spring onion, pač pomladanska čebula, šitakice, tule imam rjavo lečo, kot bom dodala, pa orehe za na konc, pač se mi zdi, da je ful fajn, da nek crunch. Od začim pa uporabim tole limono pa črni poper, pol pač morsko sol ali pa himalajsko sol, pa v bistvu črni poper. Pa še pač malo začimbic, kakor se mi ljub. No, gremo zdaj to skupaj pripraviti skupaj. Tole se lepo praži. Jaz dejansko nikoli ne kuham po nekih receptih, razen če res kaj takega, kar še nisem nikoli počela. Ampak vedno pač kar tako naredim malo po feelingu. Porabim tudi malo drugačne začimbe ali pa kakšne omakice. Večinoma pa vse naredim kar tako na oko, pa brez nekih posebnih receptov. Tole bomo pustili, da se praži, pa bom dala zelenjavco gor, pa riž in to je to. Takole izgleda končni rezultat rižeka. Ful dober, res ful dober. Ful simple, ful hiter, pa ful dober. Takole še en ful dober tip na svet.
tele orehe jaz dam kar v steklen kozarec in potem kozarec v hladilnik. Tako bo se preprečilo, da postanejo žerki, orehi in drugi oreščki, tako so, tako da ja. V hladilnik ali pa v zmrzovalnik. V zmrzovalniku bojo tudi do pol leta zdržali, pa mogoče celo več. Tako da, števite na svet. Kavica in gremo na plažo. Tako imamo vedno običaj. Ob nedeljah gremo lepo po sneg in potem lepo na plažo, mali lahko uživa, mami se spočije, malček tam in to je to. Gremo malo po bližnici. Tule na drgotravo. Ja. Papam samoso. Ni najbolj zdravo, ampak danes je nedelja. Malo sem se prišla posončit, nisem ful bela. Vsi mislijo, da če živiš na otoku, da dejansko si ful rjav, ampak to je seveda odvisen, koliko časa preživiš na soncu, koliko imaš časa za plažo. Mišo, kaj delaš? Si prišel mamice obiskat? Mali ful uživa, hodi okoli. Sem pa tja levo desno. Zdaj se boji malo valov, ampak ok, verjetno faza. Tudi da se zelo dolgo že v tropih, pa se mi tudi dejansko ten kože avtomatsko spremenil. Spravi tudi, če sem čist malo na soncu, ful hitro rata marjava. Ampak sem dejansko samo enkrat na teden. Pač. Itak, če hodiš v službo oziroma če si zaposlen, ne boš vsak dan na plaži, nisi na dopustu, jaz dejansko živim tu, ne, nisem na dopustu, ampak vseeno. Počasih paše, tako malo iti zaplavati, čeprav trenutno je voda še vedno dokaj hladna, ampak vsenkrat not je fajn. Ena ful smešna stvar, ko je različna med Sejšelci pa med Evropejci. Se pravi, Sejšelci oziroma vsaj moj se vedno stušira, preden gre na plažo, kjer se meni zdi ful čuden. Mi dejansko v Evropi tega ne vem, no. Če kjer to počnejo, glavnom jaz definitivno ne, ker zakaj bi se stuširala, če grem pa v morje. Tako da ja, to je ena ful smešna zadeva, ampak večinoma Sejšelcev pridejo na plažo, na piknik oziroma na pivo, se usedejo v senco in to je to. Se pravi, mi, razlika med njimi pa nami je pa to, da pač uživamo v morju, ali se posončimo, seveda ne, tako da ja, to je ful razlika, no. Tudi ženske so ful uštimane na plaži, vse imajo ful make-up, uhančke, zapestnice, ne vem, ful fancy kupalke. No, jaz tega nimam. Edina zapestnica oziroma pol gležna je tale. S školjkicami, to je to. Moja fancy beach. Kako se reče temu? Moj fancy beach nakit. Ok, dobro. To je to za današnji vlog. Pogrešam Slovenijo. Itak,
Upam, da imate lepe vreme, čeprav je že konec avgusta, september, ampak vseeno tudi september zna biti ful lep. Evo, pošiljam tropske pozdravčke v Slovenijo. Čau, čau. Light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down, close my eyes, take me for a ride.